Dober dan, lep pozdrav vsi skupaj, spet v enem izmed mojih video komentarjev. Zdaj bi se rad na kratko ustavil pri nekem, mogoče debati in se lahko spodaj tudi sami vključite v neke komentarje, da malo predebatiramo. Nekaj videov nazaj sem to tudi že komentiral, takrat sem govoril o nekih apetitih prevelikih, ki so povezane s cenami, oziroma mogoče kaj se trenutno dogaja s cenami na trgu nepremičnin ta trenutek. Kot vemo, je pri prodaji nepremičnine pomembna pravilna postavitev cene, poleg nekih drugih dejavnikov, kot so stanje nepremičnine, marketing, plan, predstavitev in tako naprej, je cena tista bistvena, ki vpliva v uspešno prodajo nepremičnine. Kaj se trenutno dogaja? Mogoče še to, za prodajo nepremičnine nima nobene veze vaša želja, vaše mnenje, vaše predvidevanje ali v končni fazi mnenje nekoga tretjega, ampak ima izključno trenutno stanje na trgu, torej trenutno stanje cen nepremičnin, trenutnih aktivnosti na trgu je glavna stvar, ki vpliva za uspešno prodajo oziroma za to, koliko je vaša nepremičnina vredna na trgu, recimo ta trenutek. Čez pol leta bo nekaj drugega, čez eno leto, 100%. Pred enim letom je bilo tudi čisto drugače. Vemo, da so v zadnjem letu za 10% in še več zrasle nepremičnine, v zadnjih 2-3 letih spet po nekih podatkih celo 20-30% napram najnižjim cenam, ampak to je tisto, kar želim povedati. Trenutno stanje na trgu, po mojem videnju, oziroma to, kar trenutno opažam, je, da imamo, v teh najbolj iskanih območjih, torej Ljubljana, Obala, kjer so že tradicionalno, ali pa Gorenjska, zelo visoke cene nepremičnin, tudi po enkrat večje, tudi dvakrat večje, trikrat večje, celo kot recimo v nekih drugih območjih, recimo Ljubljana, Maribor primerjava, kar je za mene nek fenomen, torej jaz osebno ne vem, zakaj bi bil Maribor toliko slabši kot Ljubljana, ampak tudi če se v Ljubljani vse dogaja, kot eni pravijo, tudi če v Ljubljani največ priložnosti, po drugi strani je pa Maribor, ima Avstrijo blizu, ima Madžarsko, ima vse drugo, tako da to je nek, slovenski fenomen v tem primeru, vse po mojem mnenju, ki imamo trenutno cene tudi po trikrat večje v Ljubljani, kot recimo v Mariboru, en tak primer, da ne primerjam nekih drugih območij v Sloveniji, ki so pa lahko tudi 4-krat, tudi 5-krat večje v Ljubljani kot nekje drugje. V glavnem trenutno je po mojem mnenju še vedno situacija takšna, da imamo zelo visoke, celo previsoke cene, po mojem mnenju nepremičnin, kar pomeni, da se malenkost kupci celo, po mojem občutku, koliko opažam jaz dnevno, uhlajajo za določene nakupe, ker enostavno so te želje prodajalcev previsoke, apetiti previsoki, in po drugi strani imamo pa zelo slabo ponudbo, zelo tako okrnjeno ponudbo nekih dobrih nepremičnin, kar seveda posledično vpliva na držanje nekih visokih cen posameznih prodajalcev. Čisto enostavno, če imamo malo ponudbo, povpraševanje pa še vedno kar veliko, cene seveda ne bojo padle oziroma bojo ostale. Po mojem mnenju so pa dejansko marsikje previsoke, pretirane, kar se odraža v tem, da se nepremičnina ne proda. Mogoče, če dam za primer Ljubljano, tisti, ki prodajate v Ljubljani nepremičnino in jo ne prodate ta trenutek v recimo stanovanje, v maksimalno 2 mesecih imate previsoko ceno nepremičnine glede na vašo nepremičnino, glede na lokacijo. Mislim, da celo v Ljubljani bi se zdaj mogli preko enemu mesecu prodati trenutno nepremičnina, če je seveda cena pravilno postavljena glede na stanje nepremičnin in lokacije. To, kar jaz stalno ponavljam, in zato tudi mi recimo dajemo brezplačna mnenja o neki vrednosti nepremičnine nekim prodajalcem, ki se razmišljajo o prodaji nepremičnine. Torej, to je velja za Ljubljano, enako velja recimo tudi za neka druga območja po Sloveniji, tista, ki so bolj iskana tradicionalno ali manj. Torej, trenutno še vedno bi se morala nepremičnina zelo hitro prodati, govorim za neke poprečne nepremičnine, torej nepremičnine do vrednosti 200.000 evrov, ker takih nepremičnin se proda največ, ker je tudi iskanih največ, torej največ kupcev išče takšne nepremičnine. Vse, kar je pa nad 200.000 evrov, 300 in tako naprej, je pa že kupcev toliko malo, da jih lahko preštejemo na prste, ker enostavno to pomeni, da moraš imeti, vsaj, če kupuješ nepremičnino za 300.000 evrov, moraš imeti vsaj 100.000 evrov prihranjenega, moraš imeti vsaj
200 tisoč evrov dobiti kredita, zdaj si pa zamislite, kaj pomeni 200 tisoč evrov kredita, kaj pomeni imeti 1000 ali pa celo več, 1200 ali kakorkoli evrov na mesec imeti obroka, kakšno plačo je potrebno imeti. Zato govorim o nekem poprečni nepremičnini, ki je velika, pod narekovajem, spet bom rekel, večina, ki se odloča za nakup, lahko kupi, to je pa nekje tam do 150 do 200 tisoč evrov. Tukaj se za pravo ceno prodaja nepremičnine takoj, oziroma zelo, zelo hitro. Mi s pravilno postavitvijo cene in strategije in marketinga in predstavitvijo dosežemo celo višjo ceno, kot je bila oglaševana na koncu v prodaji, in to je lahko tudi v nekaj dneh. Se pravi, trenutno je po mojem mnenju stanje takšno, da imamo še vedno veliko povpraševanja, ampak cene so po mojem mnenju že marsikje pretirane, torej previsoke, in enostavno se posel ne spelje, kar pa seveda je prvi znak za to, da je cena previsoko nastavljena. Toliko to na kratko. Če ima kdo kakšen komentar, mnenje na moje mnenje, bom vesel, spodaj ga zapišite in še kaj podebatiramo in se slišimo kmalu. Uživajte kjerkoli ste, lepo se imejte. Adijo, srečno!